Očetje sveta, vaša odgovornost je, da zaščitite svoje hčere pred norostjo, ki se dogaja v tem svetu, ker trenutno sistem tega ne bo storil. In danes govorimo o primeru, ki mi dviguje pritisk, ker gre za zgodbo mlade ženske, ki jo je njen Uber voznik posilil. Ugani, koliko je bil star Uber voznik in kateri verski skupnosti je pripadal? In oče je poskušal nekaj storiti glede tega in potem je vse skupaj ušlo izpod nadzora. Očetje, zaščitite svoje hčere, ker jih sistem ne bo. Dobrodošli v oddaji Pushback. Sem Meira K, vaša voditeljica. Ne pozabite klikniti gumb za naročanje, da podprete ta video, kot je treba. Pripravite se. Tukaj je zgodba. 58-letni muslimanski Uber voznik Ahmed Ali naj bi domnevno lažno prikazal, da jo je odložil, odpeljal opito belo dekle na osamljeno mesto in jo posilil, ko je imela spuščene hlače. Njen oče je sledil njenemu telefonu, ujel plenilca pri dejanju in skupaj z družino so sprožili pekel ter hudo pretepli Alija. Padli so tudi streli. Policija ga je obtožila posilstva in ugrabitve, vendar so tožilci vse obtožbe opustili zaradi pomanjkanja dokazov. Pravi očetje zaščitijo svoje hčere za vsako ceno. Dame, nikoli slepo ne zaupajte prevozom prek aplikacij. Kaj bi ve naredile? Jaz sem naveličana tožilcev in pravnega sistema, ki omogoča, da posiljevalci uidejo brez kazni. In zato potrebujemo močne očete, prijateljice moje. Zato potrebujemo močne očete. 58-letni Ahmed Ali, Uberjev voznik, obtožen grozljivega zločina. Kjer zahtevajo, da sodišče ugotovi utemeljen sum za posilstvo druge stopnje in ugrabitev prve stopnje. Žrtev se je zanašala na Alijevo storitev kot voznika prevoza prek aplikacije, da bi se varno vrnila domov. Namesto tega naj bi po dokumentih Ali uporabil svojo aplikacijo Uber, da bi ustvaril vtis, da je žrtev odložil, nato pa jo odpeljal na to osamljeno lokacijo zunaj Olimpije in jo posilil. Izrazila je strah, da bo v primeru njegove izpustitve prestrašena oziroma da se bo bala, če bo izpuščen. Mislim, ja, odpeljal je dekle na osamljeno območje, da bi jo posilil, zdaj pa se celo govori o njegovi izpustitvi. Je to šala? Dokumenti pravijo, da je družina žrtve postala zaskrbljena, ko se ženska ni vrnila domov. Oče je s svojim telefonom izsledil lokacijo svoje hčerke do kraja napada in našel žrtev golo na zadnjem sedežu Alijevega avtomobila, medtem ko se je Ali v naglici vračal na sprednji sedež in si skušal potegniti hlače gor. Iskreno, vsak oče tam zunaj bi se mu moral zdaj obračati želodec in biti tako jezen, ker če bi se to zgodilo vaši hčerki. Voznik Uberja. Voznik Uberja. Obstaja velika nevarnost, da bo obtoženec storil novo nasilno kaznivo dejanje. To temelji na naravi teh obtožb. Dokumenti pravijo, da je družina žrtve pretepla Alija in da sta bila izstreljena vsaj 2 strela. Preiskovalci pravijo, da je Ali poskušal pobegniti s kraja dogodka, čeprav je reševalec dejal, da potrebuje pomoč. Na sodišču je imel Ali še vedno povoje na rokah. V bližini kraja napada sem govoril z očetom, ki mi je povedal, da je grozljivo slišati, kaj se je zgodilo hčerki nekoga drugega med vikendom ob očetovskem dnevu. Veš, zame je to pravica in to se sploh ne bi smelo zgoditi. Prav. To je res ogabno, ampak vesel sem, da je oče lahko bil tam. Osumljenec je tudi sam oče 5 otrok. Sodna dvorana je bila polna družinskih članov in sosedov, ki so podpirali Alija. Preiskovalci pravijo, da je Alijeva hči pravzaprav prijavila očetovo izginotje policiji na dan, ko je obtožen posilstva tujega otroka. Kakšna ogabna zgodba. Če pa želite izvedeti, kaj se zgodi naprej, brez skrbi. Postane še huje, se ti nori ljudje dejansko želijo, da ga ponovno zaposlijo kot voznika Uberja. Ampak najprej nekaj besed od našega sponzorja. Moramo govoriti o Medicare, ker če ste v programu Medicare, pomislite, kako ste izbrali svoj načrt. Ali je kdo primerjal vse možnosti in vam pomagal najti najboljšo izbiro glede na vaše zdravnike, recepte in potrebe, ali so vam samo dali nekaj načrtov in rekli, naj izberete. Za večino ljudi je žal druga možnost prava. In zato vam želim povedati o Chapter, ker je Chapter drugačen. So neodvisni in so edini svetovalci za Medicare, ki primerjajo vse načrte, ki so na voljo po vsej državi, ne samo tiste, ki jim najbolj koristijo. Upoštevajo vaše zdravnike, zdravila na recept in vaše potrebe, ter vam nato poiščejo načrt, ki vam dejansko ustreza. Njihovi svetovalci so na fiksni plači, zato vam resnično ne vseljujejo določenih načrtov. Tam so zato, da vam pomagajo sprejeti pravo odločitev.
Če ste že na pravem načrtu, vam bodo to povedali, če pa ne, vam bodo pomagali zamenjati. Lanski upokojenci, ki so zamenjali načrt preko Chapter, so v povprečju prihranili več kot $1000. Klic je brezplačen, traja približno 20 minut in vam ali nekomu, ki ga imate radi, lahko prihrani veliko denarja in stresa. In to je tisto, kar nam je pomembno. Če imate starša, starega starša ali ljubljeno osebo v programu Medicare, se to res splača preveriti. Pokličite Chapter na 610 680 3337. 610 680 3337 in začnimo zdaj varčevati denar. Fanti, mislim, da res. Toliko ljudi tam zunaj dejansko dela dobro in poskuša rešiti težave naše družbe, kot naprimer Chapter, ki se trudi reševati težave z Medicare. Ampak potem so tam zunaj te bedaki. Nazaj k naši zgodbi. Torej, tožilci okrožja Thurston so opustili obtožbe za posilstvo in ugrabitev proti Uberjevemu vozniku. Primer proti njemu je bil opuščen. Tožilci v okrožju Thurston so opustili obtožbe za posilstvo in ugrabitev proti Uberjevemu vozniku, ki je bil areteran junija. Namestniki šerifa so 58-letnega Ahmeda Alija pridržali po incidentu v dolini Nisqually 15. junija. Preiskovalci so verjeli, da je Ali prevažal močno upito žensko in jo kasneje spolno napadel na odročnem območju. Nato je bil obtožen posilstva 2. stopnje in ugrabitve 1. stopnje. Torej posilstvo in ugrabitev. Verjetno ni dobro, da bi tej osebi dovolili izpustitev. Kakorkoli, oče te ženske naj bi potem, ko je sledil Alija, 2-krat streljal nanj in trdil, da je bila njegova hči gola v njegovem avtu. Preiskovalci so tudi povedali, da ga je iste noči kot pogrešanega prijavila njegova lastna hči. Vendar pa je v petek tožilstvo okrožja Thurston za Fox potrdilo, da je bil primer Alija zavrnjen. Po pregledu vseh dokazov v tem primeru, vključno s posnetkom iz avtomobilske kamere, je država ugotovila, da obtožb ne more dokazati onkraj razumnega dvoma, so sporočili iz tožilstva. Po sodnih dokumentih so bile obtožbe zavržene z možnostjo ponovne vložitve. Uradniki so povedali, da posnetek iz avtomobilske kamere ni zagotovil dovolj dokazov za dokazovanje primera. Fanke, poskrbite, da boste imeli posnetke iz avtomobilske kamere za svoj avto. Prav? V petek je Združenje prevoznikov iz Seattla na to protestiralo v Quilly in zahtevalo, da se Ali ponovno vrne med voznike. Nekateri so držali transparente v podporo Aliju, na katerih je pisalo: ponovno aktivirajte Ahmedov račun zdaj in Uber je enak sodobnemu suženjstvu. Torej imate zgodbo o tej deklici, ki naj bi bila posiljena. In v resnici ne vemo, kaj se je dejansko zgodilo, vendar je bilo dovolj hudo, da je oče začutil potrebo, da škoduje temu Uberjevemu vozniku, ki je pretvarjal, da jo je odložil doma, nato pa jo odpeljal drugam. In to, mimogrede, ni sporno. Pravijo le, da posnetki s kamere niso bili dovolj močan dokaz. Torej, pomislite na to na ta način. Ne skrbite, priseljenci lahko pridejo za vašimi otroki. Nezakoniti priseljenci se lahko spravijo na vaše otroke, dokler poskrbijo, da na območju ni dokazov. Dokler poskrbijo, da jih nobena kamera ne ujame, ker se potem lahko primer opusti. In ne samo to, imeli boste ljudi iz kakršnega koli avtomobilskega združenja, ki se bodo borili, da bi tega človeka ponovno zaposlili kot Uberjevega voznika. Naj mi nekdo razloži, kako naj bi to imelo smisel. Kaj se je zgodilo tej družini, tej deklici, kaj se je zgodilo očetu, ki je junaško temu moškemu vsaj deloma dal, kar si zasluži. Ne vemo. Ampak ta moški je odšel brez kazni, medtem ko neumni liberalni kreteni tam zunaj pritiskajo, da bi ga ponovno zaposlili kot voznika. In sedimo tukaj in se sprašujemo, kako je to mogoče? Zakaj je naš svet takšen zaradi ljudi, kot je ta? Če poznate nekoga, ki naj bi domnevno ugrabil dekle, ki je bila pod vplivom alkohola in jo odpeljal nekam, njegova družina pa jo je prijavila kot pogrešano, prav tako njena družina, nato pa so ju oba našli, vendar ni bilo dovolj dokazov. Tako je bil primer opuščen. Bi želeli, da vas taka oseba vozi kot voznik Uberja? Mislim, da je odgovor ne. In če vam to ni bilo očitno, ste morda del skupine zaostalecev. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.